Žoga je okrogla. 8 tekem svetovnega prvenstva je za nami, ostaja jih še 96, ko boste poslušali tole epizodo, morda še kakšna manj. Mehika in ZDA sta dobro odprli domače prvenstvo, Kanado je zaustavila borbena Bosna in Hercegovina. Katar je presenetljivo vzel točko Švici, 5-kratni prvaki Brazilci pa so z Marokom tudi remizirali. Danes pa bomo govorili tudi o ženskem nogometu. Naša gostja, prva v seriji medmundialskih žog, je namreč slovenska reprezentantka Lara Prašnikar, ki dobro pozna nogomet v Severni Ameriki. Pozdravljena, Lara. Lep pozdrav. V Torontu, kjer lahko verjetno brez težav uporablja tudi jezike nekdanje skupne države, Luka Petrič. Dobro jutro, Luka. Dobro jutro, lep pozdrav. V ljubljanskem studiu pa sta v moji družbi Boštjan Janežič. Dober dan. Marko Cirman. Lep pozdrav. Moje ime pa je Jože Pepevnik. Pa začnimo. Prvi polčas. Nazadnje smo začeli v Torontu, začnimo danes v Šmartnem ob Paki. Lara Prašnikar, v luči tega, da zelo kmalu potujete nazaj v Združene države Amerike, je vročica mundiala pri vas kaj narasla ali je preveč skrbi s tisto logistiko pa pakiranjem in vas bolj grabi, kako krasen izraz, Reisefiber? Trenutno moram reči, da sem na dopustu, tako da je moja glava malo na off. Normalno, da vsak večer ob 9 pogledam tekmo, tudi včeraj sem tako da trenutno bolj na easy. Lara, kako zdaj spremljate doma mundial, kako je v eni od najbolj znanih slovenskih nogometnih družin spremljanje svetovnega prvenstva? Ja, moram reči, da sem do zdaj tekme pogledala z očetom doma v dnevni sobi. Je res je fajn biti doma po dolgem času, ko si drugače vedno sam v tujini, zdaj pa imaš družbo in je zanimivo. No. Me malo moti mogoče, da je tekmo tako pozno, da včasih drugega polčasa niti ne moram več pogledati, ker že zaspim, ampak je super, da je vedno kaj po televiziji. A spremljata z očetom, Lara, bolj strokovno ali bolj navijaško, bolj tako nasproščeno? Bolj sproščeno trenutno. Se mi zdi, da je v zadnjem tednu ali pa 2 bilo toliko nekega nogometa pa stresa, da je zdaj bolj na easy vse, niti jaz, niti on nimamo neke ekipe, ko bi res strastno za njo navijala, tako da smo se prepustimo pa vidimo, kdo je boljši, naj zmaga. Jaz bi rekel, da sta oba za Nemčijo, a nista? Ja, Nemčija danes igra, jih še nismo mogli gledati, ampak mislim, jaz iskreno nimam nekega favorita letos, mi je res bolj kot ne vseeno. Mogoče pa kasneje v izločilnih bojih, da bom za koga navijala, ampak zdaj je pa res še tako zgodaj, da niti ne veš, kaj pričakovati. Lara, kaj otroški spominjani na spremljanje svetovnih prvenstev, katero je bilo prvo, ki se ga zares dobro spomnite in ko ste se kot pač mlado dekle, seveda v tudi tej nogometni družini omenjeni, zaljubili v ta šport? Ja, vsekakor v Južni Afriki, ko je še Slovenija bila zraven, se spomnim, da smo takrat sošolci tekme gledali pri meni, med polčasom vedno šli vzadi za hišo na igrišče, pa igrali malo tisto igro, kako se je reklo, golmana zezati. Pa nas je mama not poklicala, da moramo naprej gledati tekmo, se res še spomnim tega. In takrat smo res, mislim, da cela Slovenija spremljali normalno, če so naši igrali. Ne? In mogoče takrat tista ljubezen nastala. Pa še moj otroški spomin, ne ravno otroški, bil sem še v kategoriji U21, posredno povezan z Laro, namreč z njenim bratom Lukom sva odšla v Celovec leta 2008 na Euro tekmo, Nemčija, Hrvaška, Leman je bil v vratih, Olič, oče Bojan pa nam je zrihtal karte takrat in še danes sem mu hvaležen tako. Mislim, da je bil takrat v Cottbusu 2008, ne? Je bil, ja. Lara, Združene države od nekdaj znane kot izjemno ugodno okolje za ženski nogomet, je še vedno tako zdaj po teh vaših izkušnjah tam, koliko je ta sloves vplival na vašo odločitev o selitvi čez lužo, kar nekaj časa ste bili v nemški Bundesligi? Ja, mislim, Amerika je že dolgo znana po ženskem nogometu, sploh po reprezentanci, ker so pač res ena izmed, po moje, najbolj uspešnih do zdaj.
v Ameriki vse reprezentantke so praktično zvezde, povsod jih poznajo, pojavljajo se povsod, praktično na vseh velikih eventih ali pa na, ne vem, televizijskih zaslonih. Je res šport zelo cenjen in ja, potem tudi ena izmed najmočnejših lig po mojem na svetu. Vidi se, kakšen je vložek v njo, kakšni so pogoji in normalno, da je to botrovalo k moji odločitvi, da ko se je pojavila ta priložnost, je bilo težko zavrniti. Ravno to, mislim, da ste postali ob odhodu v Združene države, ste poskrbeli za najvišjo odškodnino v zgodovini lige. Kakšna pa je primerjava z najvišjim nivojem v Evropi pa ameriška liga? Ja, mislim, meni je zdaj težko reči, kje je najvišji nivo v Evropi. Sem igrala samo v nemški ligi, zato mi je težko primerjati angleško ali pa špansko, ne vem, francosko. Jaz menim, da v evropskih ligah vsaka liga ima par dobrih klubov, potem pa zaradi te razlike v budžetu med klubi in vložkom je potem razlika med prvim in zadnjim ogromna. To se je dogajalo tudi v Nemčiji, Bayern je bil več let zdaj res številka ena, nobenega mu ni bilo blizu. V Ameriki je to drugače, ne, imajo salary cap, pač tak denar, ki ga ne smeš preseči. Zato so ekipe res izenačene, nikoli ne veš, kdo bo zmagal, no, lahko tudi zadnji premaga prvega in zdaj poleti je krajša pauza, verjamem, da ekipe, ki so spodaj v lestvici, se bojo še pojačale in na koncu lahko že na mestih za play-off najdeš čisto druge ekipe. Naprimer, moja ekipa je lansko leto bila predzadnja, trenutno smo druge in to so res nepredstavljive spremembe, ki bi se v Evropi, naprimer, se ne bi mogle zgoditi, no, da bi ena ekipa, ki bi se lansko leto borila za obstanek, bila pa zdaj prva ali pa druga. In mislim, da je to, kar loči to ligo med ostalimi in jo dela tako zanimivo. Lahko pa tudi iz svojega zornega kota, ko sem zdaj tu nekaj dni v Kanadi doživljal spremljanje nogometa, lahko potrdim, da je velik poudarek tudi na ženskem nogometu, kar zadeva medijske prezence. Torej, okrogle mize po tekmah je skoraj vedno reprezentantka zraven znana igralka iz ženskega nogometa. Nekaj sem tudi različnih dokumentarcev, reklam za dokumentarce o vzponu ženskega nogometa, o različnih reprezentantkah, kanadskih, ameriških, tako da je res precej bolj prisotno tu, kot pa pri nas. No. Lara, kaj pa razmišljanje, ko ste omenili tisto svetovno prvenstvo pred 16 leti, pa potem tekma Slovenije za nadaljevanje proti Američanom, ste se to prehodu iz Nemčije v Ameriko tudi kaj spomnili, pa Landona Donovana in ostalih? Ne, mislim, da to je že toliko let nazaj, da toliko podrobno se pa res ne spomnim. Sem si želela, da bi se Slovenija uvrstila, bi mogoče šla pogledati kakšno tekmo, oziroma sem prepričana, da bi jo šla, ampak ja, nažalost jim to zdaj ni uspelo, tako da sem se tudi malo bolj oddaljila mogoče od vsega tega. Igrate za Utah Royals, kakšno pa je življenje v Salt Lake Cityju na splošno? Meni je zelo všečno. Mogoče ni tisto pravo ameriško, kako bi rekla, glede na to, da je mesto bolj malo, downtown je praktično ena ulica, ni zdaj kot LA ali pa ne vem, New York, kjer so gromozanske gužve in pač množica ljudi. Pri nas je bolj sproščeno, mogoče mi to celo bolj paše, no, da ne rabim vsak dan stati v prometni konici pa se sekirati ali pa nervirati. Je pa zelo lepa narava, smo doma praktično v gorah, dober zrak in vedno nekak prost dan, vedno veliko izbire za kakšen krajši izlet. Tako da mi paše, no, me malo spominja tudi na Slovenijo, ker so take gore, ko so pri nas, tako da je super.
Koliko pa je prednost življenja na nadmorski višini? Tam približno gledal sem 1400 metrov nad morjem, kot bi bili na Rogli v Sloveniji. Ja. In koliko to vpliva Ja. na vašo ekipo, na vas osebno? Ja, mislim, jaz moram reči, ko sem prišla tja, prve 2-3 tedne sem imela kar težave, no, sem imela malo motice ob naporih, pa je bilo treba počasi prihajati noter v ritem. Zdaj pa dejansko vidim, da ekipe, ki hodijo igrati k nam, imajo vedno težave s tem, pač z zrakom dejansko, ne, da mi smo bolj vajeni, tudi ko gremo igrati na gostovanje, je lažje igrati. Tako da mislim, da za mojo pripravljenost je to super. Lara, dotaknimo se reprezentance, vendarle na tej točki ni tako dolgo nazaj, ko ste igrale v Stožicah proti Nemčiji, čakajo vas dodatne kvalifikacije za uvrstitev na svetovno prvenstvo, ženski mundial bo prihodnje leto gostila Brazilija. Od dveh tekmecev oziroma od dveh reprezentanc boste morali biti še uspešnejše, da bi se uvrstile na svetovno prvenstvo. Verjamem, ogromen cilj je to slovenske ženske reprezentance. Kako realno je dosegljiv v tem trenutku? Ja, mislim, praktično, če primerjaš zdaj žensko ali pa moško svetovno prvenstvo, pri ženskem sploh ne vem, koliko ekip je zdaj naslednjič, ampak vem, da jih z Evrope gre samo 12, kar se za mene zdi skoraj nedosegljivo. No, res, če nam to uspe, kapo dol. Vem, da so cilj, oziroma vem, da so to neke želje ali pa sanje vsake igralke, ampak trenutno je res skoraj nemogoče se uvrstiti med tako močnimi državami, kot jih ima Evropa. Tako da mi bomo naredili vse, moramo imeti malo sreče pri žrebu, da se bo lahko to res uresniči. Jaz sem tukaj dežurni optimist in mislim, da res, kot ste že prej razlagali, so razlike v ženskem nogometu med vrhom in dnom tudi v največjih evropskih ligah precej večje in podobno tudi v reprezentančnem nogometu. Ampak treba je v najboljšem primeru premagati reprezentanco v drugem krogu, torej najprej treba prvi krog dobiti. Potem pa v drugem krogu premagati eno tako reprezentanco, kot je Avstrija, in eno tako reprezentanco, Avstrijo, ste že premagali v tem ciklu. In potem je bilo zelo tesno, mislim, na povratni tekmi oboje 1-0, najprej za Slovenijo, potem za Avstrijo. Tako da res je ta vrh zelo, zelo visok, ampak če se je Avstrijo enkrat že premagalo, se je lahko pa še enkrat. Ja, tako, mislim, kot sem rekla, pač žreb nas mora zdaj malo, srečo nas mora poljubiti, pa bomo videli. No. Jaz vem, da imamo kakovostno ekipo zdaj, koliko tekem smo igrali, 6 tekem v Ligi A, nam je vsekakor veliko dalo, veliko novih izkušenj. Te tekme bojo zdaj odločale. Jaz srčno upam, da bomo vse zdrave, da bomo kompletne za te 2 tekmi prvo, potem pa, če gremo čez prvi krog, še na drugi krog, zakaj pa ne, lej. Jaz pa mislim, da vam bo uspelo. Hvala na podpori. Optimizem. Nekaj je bilo tudi smole v kvalifikacijah. V sodnikovem dodatku zadnji gol proti Norveški na Ptuju, kjer ste manjkali, potem za zmago Norvežank, ampak morda pa boljša. Več sreče v teh dodatnih kvalifikacijah. Upajmo, ja. Moram reči, da smo se z vsako tekmo pokazali nekaj več. Res tudi proti Nemčiji na koncu prvi polčas bile zelo dobre, zelo konkurenčne. Tako da take tekme so nam v preteklosti manjkale. Imamo veliko dobrih igralk, ampak za tisto piko na i pa na koncu še malo zmanjka in vsakim letom smo močnejše, vsaka punca, ko gre v tujino, ko igra te močne tekme, lahko pridoda svoj del. Bi pa tu sem še nekaj poudaril, da samo ponovil tisto, kar ste rekli v bistvu. No. Zdaj, mi smo tu optimisti, pa si želimo, pa se nam zdi, da je neka pot, da bi vam lahko uspelo, ampak
To, če bi se Slovenija uvrstila na svetovno prvenstvo v ženskem nogometu, mislim, da jih je 32, pa 12 evropskih reprezentanc, to bi bilo res neverjeten uspeh bi to bil. Mislim, glede na to, kje je bila reprezentanca 4 leta nazaj v Ligi C, Lige narodov, da bi to zdaj uspelo, to bi bilo res fantastično. Ampak je pa možno in držimo pesti, da bi vam uspelo. Lara, slišal sem izjavo selektorja Saše Kolmana, v kateri je nekako v navednicah obljubil igralkam uvrstitev na veliko tekmovanje. Zdi se, da je to res en tak kolektivni projekt, vera, reprezentant strokovnega štaba, da je tu neka dobra energija, res ena velika vera v to. Ja, res, odkar se je zamenjal strokovni štab, smo praktično začeli rasti. Mislim, da 2 leti nazaj smo igrali v Ligi C, smo prešli to grupo brez prejetega zadetka, tudi v Ligi B igrali zelo, zelo dobro. Zgubili smo eno tekmo, 1-0 proti Irski, ki vemo, da je tudi ena izmed zelo, zelo, zelo dobrih reprezentanc v Evropi. Tudi zmagale tekmo v Ligi A, kar je bilo mogoče pred začetkom tega ciklusa skoraj nepredstavljivo in noben ne ve, kje je meja tej ekipi. Res smo zrastle, smo dobile to vero, verjamemo, da je mogoče. In vidi se, da dihamo kot eno. Vemo, da smo majhni, vemo, da imamo svoje pomanjkljivosti, ampak jih nekako z vsako tekmo probamo skriti. In je res, da pri nas se praktično pozna vsaka igralka, ko manjka. Je to ena velika stvar. Selektor vsako tekmi proba eno flikati z drugo. Praktično igralka, ki je igrala, 10 let na napadalki ali pa na krilni napadalki, je igrala beka zdaj zadnje 4 tekme. Mislim, to je, če predstavljaš, da bi to se zgodilo v moškem nogometu, je to skoraj nemogoče, da bi igralcem, ki je v članskem nogometu že 15 let, pa zamenjal pozicijo, zato ker nimaš druge, ki bi jo lahko dal na tisto mesto. Ampak to vse se dogaja, ker nas je toliko malo. In res kapo dol vsem, ki so v tej zgodbi in ki dajo svoj čas in znanje na nas, in želimo to povrniti. Lara, vi ste odlična sogovornica tudi glede tega, kar me zdaj zanima. Najbrž ste pred 20 leti že vedeli, da si želite postati nogometašica, pa me zanima ta razvoj slovenskega nogometa 20 let nazaj. Si predstavljam, da bi bilo bore malo igralk in klubov. Najbrž ste morali igrati, pa naj se sliši nesmešno, tudi s fanti, se nekako uveljavljati na tem področju. Ja, jaz sem začela s fanti, igrala celo 10 let s fanti, kar mogoče se zdi nepredstavljivo, ampak mislim, da je vsaj pol reprezentance imelo take začetke. Jaz vedno rečem, da vse punce, ki so začele s fanti oziroma ki še zdaj imajo možnost igrati s fanti, se bodo razvile bolj, kot so se tiste, ki začenjajo že s puncami, ker nivo vsekakor je drugačen. Naučiš se nekih manir, ki jih potem skozi celo kariero lahko uporabljaš. To se je pri meni vsekakor zgodilo z mojo tehniko. Jaz mislim, da ker so fantje kasneje, ko sem bila stara 14, 15, 16 let, bili toliko hitrejši, sem jaz mogla hitreje igrati, hitreje oddajati žogo, igrati drugače, kot pa sem naprimer ob vikendih igrala s puncami. In nekako, ko imaš močne treninge, ko imaš ob sebi igralce, ki so močnejši, hitrejši, se jim probaš približati in meni je to vsekakor dobro delo. Moja najboljša odločitev verjetno bila, ko sem šla na gimnazijo Šiško, kjer so mi dali možnost, da sem trenirala cel teden s fanti in še naprej napredovala. Mimogrede, v teh dneh je 25 let od ustanovitve nogometnega razreda Šiška, če se ne motim, ne? Ja, v petek smo imeli zaključek, sem bila tudi povabljena, sem z veseljem se udeležila, ker sem prejšnja leta vedno bila ali na dopustu ali v klubu, ko je bil ta termin, in moram reči, da je veliko nogometašev tudi prišlo. Sem bila tam skupaj z Etiennom Velikonjo, z
Janom Koprivcem, z Rokom Vodiškom, samim takim nogometašem, ki so bili nekaj v slovenskem nogometu. In me veseli, da je ta šola, kjer sem tudi sama obiskovala, dala toliko dobrih nogometašev čez. A je dala ta vaša šola še kakšno, poleg vas, tudi nogometašico? Ste imeli kakšno sošolko? Seveda. Sošolke ne, je pa v mlajših generacijah bilo veliko nogometašic, ki zdaj z mano igrajo v reprezentanci. Ena izmed njih je, ne vem, Sara Agreš, Izabela Križaj, Adriana Mori, vse te punce so bile v nogometnem oddelku. Kasneje so ustanovili še ženskega, tako da zdaj imajo ženski in moški nogometni oddelek. Jaz sem obiskovala moškega, ker sem bila edina. Tako da, ja, lahko rečem, da sem ena izmed začetnic ženskega nogometa na gimnaziji Šiška. Preden vas spustimo nazaj k pakiranju, samo še to, se veselite poti nazaj v ZDA tudi zato, ker zdaj tam poteka svetovno prvenstvo. Pogledal sem kader vaše ekipe, precej pisana zasedba, punce tudi iz držav, ki seveda nastopajo na tem svetovnem prvenstvu. Tudi ena iz Haitija, ne? Ja, tudi ja. In kako zelo se tudi zaradi tega morda veselite vrnitve? Ja, zelo. Moram reči, da se veselim vedno, ko grem nazaj, ne poti, ker je res dolga in naporna, ampak ko pridem tja, sem res vesela in se tam dobro počutim. Zdaj pa zaradi svetovnega prvenstva vem, da imamo že organizirane neke skupne oglede, ker glede na to, da v Salt Lake Cityju ni tekm, ker je štadion premajhen za tak nivo, imajo pa te oglede zunanje, ne vem še sicer, kako to zgleda, ampak vem, da smo vabljene sem in tja in nas bojo dobro pogostili, tako da se veselim pogledati tekme še na tistem območju, kjer se to dejansko dogaja. Lara, hvala za vaš čas, čim bolj ugodno in čim manj utrajajoče naj poteka pot nazaj v ZDA in ob naslednjih priložnostih spet vabljeni v našo družbo. Najlepša hvala in lep dan. Drugi polčas. Kot rečeno, 8 tekem mundiala je za nami, pa zdaj gremo v Toronto, kjer je remi Kanade in Bosne in Hercegovine pred nekaj dnevi zdaj že videl tudi naš Luka. Luka, kako je bilo na tekmi? Super, eni in drugi veseli, da so zraven, Kanada vesela, da gosti to svetovno prvenstvo, da ima super generacija igralcev, da imajo možnost tudi Kanačani nekaj storiti na tem svetovnem prvenstvu. Bosna in Hercegovina pa tudi, mnogi so tudi govorili o tem, da čutijo podporo nekako vseh republik bivše Jugoslavije in se mi zdi, da se je to kar čutilo že takrat, ko so igrali na zadnji kvalifikacijski tekmi proti Italiji. Nekako ustvarjajo ekipo za Evropsko prvenstvo 28 in potem jih je to svetovno prvenstvo malce prehitelo v tej kombinaciji mladih in starih igralcev, starejših igralcev. Vsi pa morda želijo, da bi bila reprezentanca bolj pogumna, kot je bila na prvi tekmi. Kanada precej boljša, zlahka zadrževala žogo, tudi nekako bolj pogumno, hitro tudi odvzemala žogo, sploh v drugem polčasu. Junak pa Kyle Larin iz bližnjega Bramptona, del Metro Toronta, ki je na tem stadionu dosegel svoj 8. gol za Kanado, v 91 tekmah pa svojega 31. Kaj pa neka čustva na stadionu? Je bilo razočaranje, veselje pri navijačih Bosne in Hercegovine po tem, ko so vendarle vodili kar dolgo časa? Mešano bi rekel, da pri obeh, pri enih in drugih, eni veseli, da so osvojili točko, torej navijači Bosne in Hercegovine, da so osvojili točko potem, ko so imeli Kanačani večino tekme, več žoge, si ustvarili več priložnosti. Ja, po eni strani pa
skoraj uro so vodili, pa na koncu 12 minut pred koncem prejeli zadetek, tako da zaradi tega mešani občutki. Moram reči, da ko sem se tudi pogovarjal z novinarji iz Bosne in Hercegovine, so tudi govorili, da so reprezentanti navzven govorili, ja, smo razočarani, lahko bi bilo bolje, blizu smo bili temu, da bi 3 točke osvojili, ampak potihoma so pa bili precej bolj zadovoljni s tem, kaj se je zgodilo, glede na to, kakšno je bilo razmerje na igrišču. Pri Kanačanih pa tudi Alistair Johnston, desni bočni, je govoril o tem, da če bi 10 takšnih tekem odigrali, bi večino, glede na priložnosti, ki so jih imeli, zmagali, ampak morajo pa gledati tudi na pozitive, da je to prva točka za Kanado na tem prvenstvu, da so dobro igrali in da je zdaj nek pogled v nadaljevanje skupine, ki pa se je malce zakomplicirala z nepričakovanim remijem Švice in Katarja, še zelo odprto za kanadsko reprezentanco. Ko sem gledal posnetke iz Toronta, sem videl eno tako zanimivo navijaško zmes, in sicer videl sem Kanačane, ki so atipični nogometni navijači, še vedno bi lahko rekli, niso ti klasični ultrasi, veseli so, da gostijo, kot si rekel, prvenstvo. Na drugi strani pa srčni navijači Bosne in Hercegovine. Kako je bilo to čutiti pred stadionom? Moram reči, da zelo sprejemajoče, je bilo prijateljsko pozitivno. Ja, zelo, povsod, res. Mislim, so najbolj tradicionalni, recimo navijači nogometni bili navijači Bosne in Hercegovine, ampak veliko veselja je bilo, da so vsi zraven. Predvsem to se je čutilo in tudi pač na tej tribuni, kjer so bili eni in drugi, sem se sprehajal ravno med polčasom in tudi po tekmi, da sem slišal, kako so vsi razmišljali, in je bilo res super je bilo, super. Nobene neke tenzije ali pa da bi se kakorkoli to čutilo. Predvsem to veselje, da so vsi zraven in da lahko sodelujejo na svetovnem prvenstvu in upajo na to, da nekaj velikega doseže. Kaj pa tista znana naša regijska malo vas je se kaj slišalo? Ne, se ni. Moram reči, da nisem prav dobro slišal pesmi navijačev. Ti bolj angleške napeve poznaš, ne? Ja, ne, so bili precej bolj pesniško, so bili precej bolj raznoliki, precej širši repertoar, ker Kanačani imajo Let's Go Canada, pa take zelo zelo take enostavne napeve. Pač ne zelo originalno, ampak ko pa so skupaj stopili in pač je cel stadion začel peti, pa je kar zadonelo. Se lep zvok ustvari v stadionu. Čeprav je tako odprt, ta stadion odprt, ni tako akustičen, da bi rekel. Pa mislim, da sem zdaj s temi dodatnimi tribunami, stadion ima sicer približno 28,000, zdaj je za to prvenstvo 43 ali 45, so dodali tribune mislim, da za obema goloma, tam predvsem. Nekaj je bilo tudi polemik, ker čisto na tistih v najvišjih vrstah so mnogi obiskovalci čutili, da je bilo nestabilno, ko so vsi skandirali in skakali pa vse, ampak ni se nihče pritoževal nad tem med tekmo, kot kaže, so od generalk to uspeli popraviti in se je dobro vzdušje ustvarilo. Je malce tudi zaprlo stadion, je kar klasično nogometni stadion, tako da iz tega vidika, iz vidika akustike, iz vidika izkušnje, lep stadion za spremljati tekmo. Luka, malce, če greva še v Bosni in Hercegovini, pa k psihologiji, kako misliš, kako bo sedaj lahko vse skupaj Sergej Barbares uredil, ko je bil zadovoljen po tekmi s točko, ko je dvigoval svoje nogometaši pa razočarani. Precej dela tudi o tem, verjetno bo še svoj del posla prevzel tudi Džeko. Gotovo upajo, da bo Džeko lahko že na naslednji tekmi igral, nekaj težav s poškodbami. Upajo, da bi lahko recimo 30 minut odigral na naslednji tekmi, ko bo Bosna in Hercegovina igrala Švico.
Sicer pa se mi zdi, da ima glede na igro, ki jo je pokazala Bosna in Hercegovina, še veliko rezerv glede na tudi svoj igralski kader, da bi lahko izkoristila tisto, kar najboljši imajo. Alejbegović sploh ni začel te tekme, Bajraktarović ni imel morda tako opazne predstave, kot jih je imel denimo v kvalifikacijah, tako da se mi zdi, da bi lahko ima še veliko rezerv ekipa, iz katerih lahko črpa, da prikaže boljšo igro in več iztrži iz naslednjih tekem. Ne gre v gol Demiroviću niti v dodatnih kvalifikacijah, imel je možnost za 2-0, zato verjetno med igralci tudi precej žalovanja. Je pa tudi takšno razpoloženje, se mi zdi, da bilo tudi pri selektorju, tako da se mi zdi, da on zavedal, da po eni strani škoda, vodili skoraj celo tekmo, imeli dober rezultat, sploh tam, če bi na začetku drugega polčasa zadeli, potem ko so imeli lepo priložnost 1-1, bi se lahko morda ostalo drugače razpletlo, tudi ko sem se z navijači pogovarjal sredi polčas, mislim, med prvim in drugim polčasom, so mnogi zatrdili, moramo doseči še en zadetek, ker en ne bo dovolj, in to se je na koncu tudi izkazalo. Ne? Od Bosne k Braziliji, predlagam, da ostanemo pri črki B. 5-kratni svetovni prvaki so začeli svetovno prvenstvo z zelo zahtevno tekmo proti Maroku, remi, potem ko je bil Maroko v prvih 25 minutah prepričljivo boljši nasprotnik in je Brazilija delovala res izjemno ranljivo. Na koncu gola Sajbarja za 1-0 in pa Viniciusa Juniorja za 1-1. Poslušajmo, kaj je po tekmi povedal Carlo Ancelotti. Yo creo que el partido, sobre todo la primera parte, fue difícil porque yo creo que el equipo estaba un poco ansioso en la primera parte, demais pérdida de bola, poco equilibrio no campo. Segunda parte muito mejor. Ha sido un partido difícil, el equipo va a mejorar no próximos jogos. Za nami je težka tekma, je priznal 67-letni Italijan na klopi Brazilije. Prva tekma je poskrbela za živčnost na igrišču, zato na začetku moji igralci niso bili veliko pri žogi. Ancelotti je še dodal, Brazilija je v drugem polčasu na to igrala dobro, prepričan je, da bo že na naslednji tekmi še boljša. Remi Brazilije in Maroka zame ne veliko presenečenje. Boštjan, zate? Tudi zame ne. Maroko je povsem na krilih uničil brazilsko reprezentanco. Precej zvezdnikov veliko dela za Ancelotija, ki je razmišljam, da bi bil lahko kos temu. Precej pragmatična igra Brazilcev, ni več tistega igranja, Maročani pa z narodno zavestjo hitijo še dlje kot samo iz skupine. Kako lahko igrajo nogomet, če so Maroko? Meni je, pa ne da je to nek sistemski problem brazilskega nogometa, ampak dejansko je prvo tekmo svetovnega prvenstva začel napadalec, ki je marca debitiral za člansko reprezentanco. Se mi zdi, da Brazilija ima sicer dober kader, nisem prepričan, če kader, ki se bo lahko na koncu četrtfinalu, polfinalu, finalu zares zoperstavil najboljšim evropskim reprezentancam, pa še nekaj je, zelo je pomemben timing v reprezentančnem nogometu. Na primeru Brazilije se je to najbolj videlo leta 2014, ko so gostili domače svetovno prvenstvo, pa imeli vsaj po mojem mnenju najslabšo reprezentanco, odkar jaz spremljam brazilsko reprezentanco. Fred v špici. Fred je začel v špici, še nekaj tistih nogometašev, ki morda ne bi po neki kakovosti zgodovinsko gledano prišli v brazilsko izbrano vrsto. Škotska je zmagala v tej skupini proti Haitiju z 1-0, klasičen obračun otoškega nogometa. Kako so peli navijači himno. Luka, ti si ogledal tekmo Brazilije, če se ne motim, seveda na skupnem ogledu v baru oziroma kjerkoli. Ja, sem v
lahko bi rekel, bolj obarval Lula, kjer je taka zelo tipična brazilska tak štimung, torej ena taka večja oziroma majhna dvorana že skoraj, no. Mize na eni strani tako zelo 50-60, oder, ko sem prišel kakšnih 20 minut pred začetkom, banderaso na odru, torej ta skupina stavkali, vsi v dresih na eni strani, potem bar na vrhu, balkon z mizami za bolj umirjen ogled tekme, ostali pa stali okrog in gledali na gromozanskih 5-metrskih zaslonih. Moram reči, da mislil sem, da boš rekel, da je v zgornjem nadstropju možnost karaoke. Sam to sem še čakal. Po tekmi, morda po tekmi, ampak nisem tako dolgo ostal. Nisi prišel drugi krog? Nisem. So bili na koncu kar razočarani. Moram reči, da sem bil sam presenečen, kako netipično raztresena je bila ekipa z ekipo Carla Ancelotija. Sploh zato, ker zdaj pa je imel nekaj časa že torej prva prava tekmovalna, ampak prej že 4 prijateljske, če se ne motim, in so imeli veliko težav, ogromno izgubljenih žog na svoji polovici. Zanimivo mi je bilo, da je Casemira potem v polčasu zamenjal že Fabinho, ki je bil že pred 2 letoma prepočasen za Liverpool, pa zdaj igral v Saudski ligi v teh zadnjih 2 letih, pa je on z neko svojo umirjenostjo in z izkušnjami uspel malce umiriti tudi tempo in je bila precej bolj čvrsta, stabilna Brazilija v drugem polčasu. V bistvu je Brazilija malce bolj ubila tekmo na ta način, da je skušala z bolj umirjenim tempom parirati Maroku. Zanimivo, res. Zanimivo mi je bilo tudi, kako so doživljali Neymarja vsakeč, ko se je pojavil na zaslonu. Sem bil kar malce presenečen, da ob sicer navdušenju mnogih je bilo tudi precej žvižgov, in sem se potem pogovarjal z nekaterimi, so rekli, da jim gre v nos, da ne plačuje davkov, da je varal svojo nosečo punco in potem varal še eno drugo nosečo punco, in ima tudi precej, so rekli, čudnih političnih in siceršnjih pogledov na svet, tako da sem mislil, da je bolj univerzalno čislen, kot je. Nisem pa mogel verjeti, sem jih tudi sprašal, kdo je njihov najljubši igralec v reprezentanci. Pa me zanima, če boste vi če vsak v prvem poskusu Bruno Guimaraes. Ne. V trenutni reprezentanci. V trenutni reprezentanci, vsak ima en poskus. Ja, Casemiro in tako. Ni Casemiro. Ne, res sem bil presenečen. Bi tudi rekel, da bi bil. Ajkunja. Pa ni. Ne, 7 od 10 jih je reklo Endrik. Aha, super. Endrik. Ja. Endrik. Marko je sicer imel zdaj 3 poizkuse, ne? Ja, pa vse 3 sem streljal v prazno. Ja, sem mislil, da je vsak svojega prosti. Noben ni bil pravilen. Ja, a to bi že kviz? Ne, ni še bil kviz. Mini. Zaenkrat po teh 8 odigranih tekmah je ameriški napadalec, torej Folarin Balogun, Luka, kaj bi bilo pravilno? Balogun. Mislim, da lahko kar izgovarjamo Balogun, ker je nigerijskega rodu. Tako da Balogun. 2 zadetka proti Paragvaju, prvi strelec prvenstva. Super tekma tudi. Ja, zanimiva zgodba, ne? Rojen v ZDA samo zato, ker njegove matere, ki je sicer iz Velike Britanije, iz Londona, mislim, da v času torej že visoke nosečnosti, ne vem, zaradi nekih administrativnih razlogov niso spustili nazaj na letalo in je morala še ostati pri sorodnikih v Združenih državah. Vidiš, takrat so jih zadrževali, ne, ljudi, zdaj pa jih izganjajo. In se je samo zato rodil v Severni Ameriki, tako da by chance, kot bi lahko rekli, so Združene države prišle do
so napadalca, ki jim je pomemben na domačem svetovnem prvenstvu. Jim je pa so se trudili tudi v Združenih državah, da bi ga prepričali, da bi igral za ameriško reprezentanco, ker je igral prej otrok Arsenalove šole za mlade angleške nogometne vrste in so precej lobirale torej ameriške reprezentance, ameriška reprezentanca zveza peljali na tekme lige NBA in tudi na različne načine, da je potem se odločil in postal na koncu prvi Američan po 96 letih po Bertu Patenaudeju, ki je na prvem svetovnem prvenstvu dosegel hat-trick, torej igralec, ki je dosegel več kot en gol za ZDA na prvi tekmi svetovnega prvenstva. Jaz bi še o čemer se moramo pogovoriti, o teh cooling breakih. Ne vem, če ste opazili, ne? Mislim pač... Eufemizem poletja zaenkrat. Odmor namenjen reklamam, ne osvežitvi. Ne vem, če ste opazili, da se tekma zelo prelomi po cooling breakih, recimo 2 avstralska gola proti Turčiji, potem tudi Bosanci so prejeli gol proti Kanačanom nedolgo po cooling breaku, tako da se mi zdi, da je... A v Sloveniji so reklame? Ja, vse posod. Ne, niso vse povsod. V marsikateri državi pustijo vse posod pri nas. Nogomet razdeljen na četrtine. Je zdaj nogomet postal šport četrtin. Kako ti z gledalskega zornega kota ali pa novinarskega, ko si bil na tekmi ali pa ko si gledal na 5-metrskih velikanskih zaslonih. Zmoti ritem ekipi, ekipa, ki izvaja pressing, jo presekaš in potem se tekma praktično začne znova in to je lahko veter v jadra nasprotniku, ki je trpel v zadnjih minutah. Treba spremeniti taktiko verjetno med tem 3-minutnim odmorom. In tudi mnogi trenerji to izkoristijo. Početino je nekajkrat, ne vem zdaj, a za to tekmo, ker nisem uspel videti, ampak za prejšnje pa je prišel tudi z laptopom kar zraven in kazal na ta način. Jesse Marsh je bil zelo animiran med drugim polčasom ob tem odmoru in kmalu zatem potem Kanada tudi zadela. Gledalci so rekli, da se ga ne potrebuje, da ga morda bolj potrebujejo igralci kot pa tisti na tribunah, kar si predstavljam, da je gotovo res. Je pa bilo, pač tu v Torontu 25 stopinj Celzija, na prvi tekmi v Ciudad de Mexico je bilo 23 stopinj Celzija, tako da iz vidika vročine je ni bilo toliko, da bi to potrebovali. Bojo pa tekme tudi Dve tekmi sta bili zaenkrat, kolikor jaz vem, da sta bili nad 30 stopinj in je bil pač ta cooling break res cooling break. Ponavadi so, mislim, da postavili mejo pri ravno 30 ali celo 29-28, ampak iz tega vidika morda niso to potrebovali. Razumem, da je nogomet bolj naporen, kot je bil nekoč, tako da bi prej potreboval ta odmor kot pa 30 let nazaj, ne? Ampak se pa spreminja nogomet na ta način, ne? In je res te 3 minute lahko ključno vplivajo na tekmo. Ali bo to zdaj postalo kar nekaj standardnega, ali moramo to zdaj kar nekako uzakoniti, da bo veljalo na vseh. Enim je pomagal. Nixon je pomagal proti San Antoniju, ne? je. Haiti me je navdušil. Haiti me je sinoči navdušil. Taka odprta gor-dol tekma je bila. Mi je ta Škotska simpatična in sem bil vesel, da je na koncu prišla do prve zmage po, koliko je zdaj to, 36 letih, po Italiji 90, ampak Haiti res, vsakič, ko je vzel žogo, enega je imel ves čas pač visoko gor, zanimiv kader je bil, in vedno, ko so vzeli žogo, se mi zdelo, kako bi jo pa zdaj tu proti napad izpeljali, in potem žogo pošljajo kar naprej, pa tam ni bilo nekogar, in potem, ko je kader se prestavil proti sredini, sem videl, saj tam je pa še en igralec. Kar tako pogumno so igrali in res tranzicija dobra, premalo sem pričakoval zgleda od Haitija. Imajo najbolj izkušeno ekipo. Najbolj izkušeno ekipo imajo. Se kar čuti. Ampak ne po starosti, ampak imajo igralca, ki se piše experience. Se imajo nekaj takih fortune, experience, providence, nekaj zanimivih priimkov. No. Ampak res,
super ekipa, ki če bo tako disciplinirano igrala, ravno tu na kanadski televiziji je strokovni sokomentator ravno rekel, da je veliko krat že gledal reprezentanco in nikoli še ni tako uigrana, disciplinirana bila, kot je bila na tej tekmi proti Škotski in bi si zaslužila več. Če si recimo Katar proti Švici, mislim, ni zaslužil. Pač na koncu si dosegel gol, ves čas si bil v igri, samo 1-0 je bilo, ampak Švica je imela ves čas žogo, bi že morala nekajkrat prej že odločiti zmagovalca, pa so potem Katarci zadeli. Haiti je bil precej bliže Škotski, pa na koncu ostal prazen. Švica, Katar, to moramo še omeniti poleg cooling breakov, veliko praznih sedežev, kar je kar nenavadno in grdo za svetovno prvenstvo. Ne pritiče reprezentancama z verjetno najvišjim BDP-jem na tem svetovnem prvenstvu. BDP derbi. BDP derbi, lepo. Sodnikov dodatek. V sodnikovem dodatku kviz, vsaj za Marka vem, da najljubši del podcasta. John Tošak. Ne, Okay. ne. Začnimo s klasiko. Kdo je to? Začeli bomo takole. Holstein Kiel, Charlottenburg, Hertha Berlin, Nürnberg, Eintracht Frankfurt, Marseille in Nürnberg. Eintracht Marseille. Ne. Eintracht Marseille. 59 nastopov za reprezentanco. Jaz sem povej katero. Ja, to bo še pa bomo videli. Se pravi. Aha. Eintracht je veliko enih napadalcev ustvaril v zadnjem času. Nogometaš. Koliko golov je pa 10? 59 nastopov za reprezentanco, nič zadetkov. Okay, nogometaš rojen v rokometnem Kielu. Ja. Dve veliki lovoriki svojo reprezentanco. Prvo je osvojil brez nastopa na turnirju. Ima pa zanimivo v svoji karieri več reprezentančnih lovorik kot pa klubskih. Ni kak Per Mertesacker. Ne, ni Per Mertesacker, on je igral tudi za Arsenal, kar je gotovo vedel. Jaz, mogoče Pa veš, to so vsi klubi. To so vsi klubi. Vsi klubi. Če je Nemec, je to Nemec, ki je pol bil 90-96 prvak, ne? Torej svetovni in evropski. Če je Nemec. Svojo zadnjo tekmo za reprezentanco je odigral v četrtfinalu svetovnega prvenstva. 98 Francija, ne? Proti Hrvaški. Kako delajo zjutraj ob 6, možgani, Luki Petrič v Toronto. Se pravi, iščemo Francoza. Ne, Nemca. Rojenega v Kielu. Rojenega v Kielu. Ja. Okay. Ja. Rojenega v Kielu, torej v reprezentanci. Dajmo se spomniti tiste tekme s Hrvaško, vse se jo dobro spomnimo. Ja, kdo bi takrat lahko odigral zadnjo tekmo? Jeremis. Ja. Ne, Bayern. Effenberg Bayern. Torej iščemo pa branilca, ne? Olaf Thon je bil vezist. Ne, Olaf Thon ni. Zamer je bil tam zače, ne? Gre za nogometaša, ki je bil pozneje tudi v strokovni vlogi povezan z nemško reprezentanco. Ne. Aj Kepke. Andreas Kepke je pravi odgovor. Kepke iz Kiela. Marseille, ja. Rojš rokavice. Tako, edino klubsko lovoriko osvojil drugo Bundesligo z Nürnbergom. Zadnjo tekmo pa odigral v četrtfinalu v Lyonu, ko je Hrvaška zmagala s 3-0 in ga je Davor Šuker na koncu poslal v reprezentančno penzijo. Andreas Kepke je bil trener vratarjev, ko so bili Nemci svetovni prvaki 2014, na zadnje pa je deloval, mislim, da ne deluje na tem svetovnem prvenstvu, je pa deloval v južnokorejski reprezentanci kot trener vratarjev. Ko smo bili otroci, pa so bili Nemci zelo dobri, je bil ta kontakt sinonim za golmana, Kepke. Tako. Ja, no in ravno Jan Oblak, ko je prve nogometne korake delal in tudi prišel nekajkrat svojim očetom na medijsko ligo in potem med polčasom bil v golu, je z Tejo doma, ko sta se igrala, sta bila Sepke in Kepke. In je bil Jan Oblak Kepke, pa mislim, da ona Sepke in sta potem po hodniku doma med vrati nabijala žoge in tudi ta povezava. Tudi drugo vprašanje danes je, kdo je to? Zadnje pa malo bolj geografsko. Takole, jaz imam tu enega favorita, kdo bi lahko hitro planil po tem odgovoru. Klubi so Benfica, Porto, Dinamo Moskva, Atletico Madrid, Köln in Sporting.
Debej če enkrat, prosti se, zgubil sem niti vmes. Benfica, Porto, Dinamo Moskva, Atletico Madrid, Köln in Sporting. Torej igrajo za vse 3 velikane portugalskega nogometa. Eden od samo 9 nogometašev. Raul Meireles, Ne, Joao Veloso. ne. Prvak Premier lige s Chelseajem kot posojeni nogometaš, mislim, da je pol leta igral za Chelsea. Jose Bosingua. Ne, za tisti Mourinho v Chelsea. Ja. A veš, kdo bi lahko bil? Bek. Carvalho. Ne, Ne, Paulo Ferreira. tudi ne. Okay. Zdaj pa smo že kar nastreljenih imen. To je šel Dino. Aj trener, kasneje postal. Priznam pa, da nisem pogledal, ampak jaz se ga spomnim z igrišč. V Sportingu je končal kariero. V Sportingu, ja, zelo malo nastopi sicer na koncu, ampak mislim, da je končal kariero tam. Ja. Katere je še kupil on Portugalce? To je verjetno bilo 2-5 Chelsea, oziroma pač 2-5, To se pravi, takrat, ko je bil 2-6, 2-7. Sporting. Pripeljal ga je na Mourinho. posojo in potem mislim, da ni ostal v Londonu in je potem odšel v madridski Atletico. Še Atletico. Ja. Tiago. Ne. Super ideja. Iščemo seveda portugalskega reprezentanta iz tistega obdobja z imenom, ki seveda dolgim portugalskim imenom, ampak poznamo ga po krajši različici oziroma vzdevku, kako bi se temu reklo. Maniš je pravilen odgovor. Maniš je bil pri Chelsea, ja, bravo. Ja. Maniš je odločil pri tisto Atleticu, tekmo. se ga spomnim. Battle for Nürnberg. Tako, 3. mesto. Aha, ja, 1-0, 16 rumeni. Ja, tako. Rusi Vano je bil, mislim, da sodnik. Je bil gotovo. Ravno zadnjič sem gledal tekme z največ kartoni, po tej s 3 rdečimi. Ej, danes mi gre, fantje. Bravo, super. No, zdaj bo ta vidva. In še zadnje vprašanje, zdaj pri tem vprašanju dopuščam možnost, da je kdo od nas v zadnjih dneh vendarle veliko beremo o svetovnem prvenstvu, o zgodovini prvenstva, da je kdo zasledil ta podatek, pa vseeno. 23. svetovno prvenstvo posebno je še po nečem. Od 3 držav gostiteljic v kar 2 tekem ne gostita glavni mesti, ne? Torej Ottawa in Washington DC nimata tekem svetovnega prvenstva. Doslej pa se je v zgodovini mundialov le 2-krat zgodilo, da glavno mesto ni bilo med mesti gostitelji tekem. Kdaj oziroma na katerih svetovnih prvenstvih in kateri glavni mesti iščemo? Pa glede na tišino sem očitno samo Brazilija, jaz videl ta 50, podatek. Brazilija? Ne. Takrat je Brazilija, mislim, da še niti ni bila ustanovljena in ni bila glavno mesto. Administrativna prestolnica. Ja. Aha, še ni obstajala. Ja, takrat. mislim, da je v 60-ih so jo Jezus, postavili, če Marija. se ne motim. Ja, Zdaj si me malo sem ja. se ustrašil, da sem Ja. slabo Ok, šel ok. skozi, ampak Zvezdna republika Nemčija, Bonn. to so pa izkušnje Boštjana Janežiča. Koga je povlekel? Naš Trabant. Vrum, da je pa zakurblo Trabanta. Lepa, bravo. Torej, Bonn ni gostil tekem, seveda, in še eno svetovno prvenstvo, kjer Japonska Yokohama. je Boštjan Janežič blesti. In Se res, Tokio. ni bil Tokio. Tokio ni bil med mesti gostitelji. Bila je torej Yokohama, ki je sicer, kolikor jaz vem, nekako v tej sklopu okolici. Tokija. Ne? Ja. Bravo, Tokija. Boštjan. Ja, mislim, okolica. Veš kaj, okolica na Japonskem. Koper je okolica Murske Sobote na Japonskem. Bravo, Boštjan. Kaj, Luka, je še prezgodaj, ne? Zgleda. Imam pa še eno zgodbo. In sicer Ja. sem izgubil denarnico v ponedeljek. To se pa tebi ne more zgoditi. Ja, sam se je. Na zadnji postaji pred glavno v Toronto, Union Station, tako stransko naravno Zdaj imaš ti sem prošnjo imel, za nas, vedno na potovanjih. prošnjo imaš za nas, začel si pa, da si izgubil denarnico. Ne, zgodbo okay. za vse. Trak mi je tam, me je tako rezal v vrat, pa sem jo odstranil. Ravno na klopi sem bil tako streho, podstrešeno. In sem bil na telefonu, imel še rukzak zraven, vlak pride, ravno nekaj gledal na uro, ker je bil pozen. Vzel srajco, rukzak, ne pa te male torbe. In ugotovil potem na naslednji postaji, ko sem se stopil, se tam s konduktorji pogovarjam, kaj naj naredim. Čez pol ure gre naslednji vlak nazaj, vmes grem do Lost and Found, torej
tam, kjer se zbirajo stvari, ki so se našle na postajah in na vlakih. Šel nazaj na to postajo Exhibition, nič ni bilo tam, šel nekajkrat skozi, še čakal tega uslužbenca, ki ga je klical iz glavne postaje. Tudi on ničesar ni našel. Šel nazaj na glavno postajo, prijavil, tudi vmes videl serijsko številko na tej strehi je, oziroma na stropu od strehe, jim je tudi pokazal. Se nekaj časa potem sam sebi smilil, šel delat, šel na bejzbol, sem naredil reportažo s tekme in naslednji dan, ko sem se že začel navajati na to, da sem jo pač izgubil, not denarnica in ključi od apartmaja, ki ga tu, torej Airbnb-em, v denarnici, dokumenti k sreč pasoža ni bilo zraven. Sem klical tudi na veleposlaništvo zaradi pač teh dokumentov, kaj moram narediti, pa so mi rekli, da bi bilo treba na upravno enoto poklicati, če bi ga zdaj potreboval, sicer pa ostalo pa, ko pridem domov. In ko sem ravno šel potem popoldne na stadion po akreditacijo, me kličejo iz Lost and Found, da so jo našli in grem tja in je bila pač res moja. In vse not, $200 ameriških imam sabo, sicer tu vse s plastiko plačujem, tako da so že zadnjega izleta v Ameriko jih imam že v denarnici. In se mi zdelo neverjetno, da v tem 6-milijonskem mestu, da se je to zgodilo, no? Da se če vse pod kamerami, se ne upaš. Se ne upamo. Ne upaš. Mislim, da ni toliko upaš, ne upaš. Ne? Mislim, da je bolj v tem, da pač je nekdo videl in pač k sreči dal tudi na pravo mesto, ker lahko bi pač šla svojo pot, lahko bi jo dal na policijo, na pošto, karkoli, pa ni nujno, da bi me našli. To se je meni zgodilo na Evru, v Leverkusenu se je meni to zgodilo v trgovskem centru in sem šel vmes v Gelsenkirchen na tekmo Portugalske in sem že takrat zelo pogrešal denarnico, preiskal ves avto, vse stvari, vse v sobi ni bilo in potem sem drugi dan šel na informacije v Leverkusenu, ker sem dan prej šel v fanshop od Bayerja in potem me je čakala na informacijah v Leverkusenu nedotaknjena denarnica. Neverjetno. Tukaj tudi je bilo vse notri, ko sem prišel nazaj, tako da res super. Je pa, sem ugotovil zdaj, prvič uporabljal Google Pay, da je kar... to sem te hotel vprašati, kak si pa preživel tisti dan pa pol? Google Pay uporabljal. Ostalo pa dejansko, nisem za ostalo pa nisem potreboval, moral sem lastnikom stanovanja pač sporočiti z velikim cmokom v grlu, kaj se je zgodilo. K sreči so imeli tudi na teh škatlah zunaj pred apartmajem, imajo tudi ene rezervne ključe, tako da sem tiste uporabljal. In je bilo relativno vse skupaj elegantno. No. Predvsem, ker imaš lahko kartico na mobitelu zdaj. Stres je, ne? Stres je, če se ti to zgodi. Je, ampak spomnim, ne dati miru, črvičite, ni fajn. Sploh, ko si na službeni poti, ne, pa imaš še več neke odgovornosti, če si sam, si pač sam, sej se sekiraš, pa vse pa gor dol, ampak tu pa je vendarle drugačne. Ampak je pa šlo iz neke stresne situacije, ne, je pa na koncu po 24 urah bila v bistvu zelo lepa izkušnja. No. Ker tudi tam moram reči, da so bili vsi zelo prijazni, vsi taki tudi... želeli pomagati, tudi zelo veseli. Potem ena konduktorica je bila zraven tega oddelka Lost and Found, ko sem prišel, sem ji razlagal situacijo in je bila tudi tam, ko sem prišel iskat torbo in vesela in tako res tak pristno veseli in pristno simpatični. Res, lepo, no. Celo izkušnjo naredi lažjo in potem, ko se vse skupaj na koncu lepo razplete, pa sploh super. Za konec nam povej, kaj je huje, izgubiti denarnico za dan in pol ali izgubiti, oziroma če ti odpeljejo avto za 5 ur, recimo, ne vem. Če ti Pajek odpelje avto. Mislim, avto veš, kje je, ne? Pa greš iskat, ne? Pajek odpelje, veš, se zgodi, je, čau, adijo. Se vse zgodi. Ni neke, a bo, a ne bo, kaj se bo zdaj zgodilo, kaj moram narediti, veš. Je taka zadeva, pač
polomil sem ga, ampak po 5 minutah, ok, gremo zdaj to rešiti, pa gremo naprej z lifeom. Tukaj je pa, kaj bomo zdaj, pa kaj moram narediti, pa je veliko več enih vprašanj, pa ne veš, kako se bo vse skupaj razpletlo, pa vendarle pač si v tujini in si v manj v okolju, na katerega si manj navajen, ki ti je manj domač, in ja, je tist bilo precej manj stresno. Veliko jeze pri bajku, ampak ja, ko se zgodi in greš naprej, tu pa ja, sem bil zelo, zelo vesel, ko se jo najdel in mi je pošteno odleglo. Luka, čim manj stresne poti in dela tako, v Torontu ti vsi skupaj želimo. Nova epizoda. Ne se še ti izgubiti, Luka, ker če bomo rabili do konca prvenstva. Roger. Nova epizoda Žoga je krogla v sredo in potem v tem približno sreda, nedelja tempo, kot bi igrali Ligo prvakov in še domače prvenstvo. Bomo nadaljevali skozi celotno svetovno prvenstvo. Podcast Žoga je okrogla najdete pa seveda pri vašem priljubljenem ponudniku podcastov na spletni strani val202.si ter v aplikaciji oziroma portalu RTV 365. Bodite v naši družbi tekom celotnega mundiala. Lep pozdrav, se slišimo. Uživajte, se slišimo. Nasvidenje. Hej.